Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Na stežaj odpiramo vrata današnje Sorine radijske klepetalnice, v kateri z velikim veseljem pozdravljamo Nino Pušlar, najbolj predvajano in zagotovo eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk zadnjega obdobja. Nina, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Dobrodošla spet pri nas, tukaj lepo kar nekaj časa. Res je. Ja, najlepša hvala. Hvala za povabilo. Jaz sem super. Tudi vi ste super, vidim tako nasmejani. Tako lepo dobrodošlico ste mi pripravili, tako da sem prav vesela, no, te pozitivne energije v vašem studiu. Ja, kako pa drugače, če prideš ti, ki si pravzaprav lahko rečemo eno tako poosebljeno sonce. Odkot ti ta tvoja energija, ta tvoj večni nasmeh in dobra volja? Vse večino časa je res, so vdaj seveda tudi kakšni malo težji dnevi, ampak teh je na srečo bolj malo. Skušam na vse stvari nekako gledati z optimizmom in se zbujati zjutraj vesela, tudi če je včasih kakšna bolj zgodnja ura, ne, tako kot današnja, pa glede na to, da smo imeli včeraj nastop, pa da se je malo zavleklo vse skupaj, tako kot je ponovadi na nastopih in koncertih, ne, mi ni bilo težko in sem se zelo veselila, da pridem sem. Tako da jaz mislim, da je to tisto pravo, ne, da v prvi vrsti seveda počneš tisto, kar te res veseli, v čemer uživaš in ostalo pride zraven, se mi zdi ta dobra energija. Zdaj praviš, da nisi ravno tip jutranjega človeka, čeprav na sončne vzhode pa menda kar rada greš. Ja, jaz sem sicer bolj nočna ptica, ampak sem pa res izredno vesela, če si kdaj lahko to privoščim, da zgodaj zjutraj vstanem in da doživim sončni vzhod, da doživim to jutro, ne? In se mi zdi, da če zgodaj vstajaš, da res ogromno enih stvari že vidiš in da doživiš in takrat, kadar se to zgodi, si vedno rečem, kako je to lepo, ne, počasih, če spiš tam do 8-9, vse to že zamudiš, ne. Ampak verjamem, da me v bodoče čaka še veliko zgodnih juter, glede na to, da je pa moj poklic sveda povezan z nastopi in koncerti, sploh za vikende, ne, je pa, bom rekla, kar normala, ne, da se mogoče kakšno jutro tudi sveda zavleče malo, pa da se človek spočije glasilke. Tako, da ne ostaneš ravno 15:06, ampak 20:07. Tako nekako, ja. Ja, ena urca velik šteje, ne? Ja, absolutno, zjutraj se vsaka minuta pozna. Če je kakšna premalo, pa potem pride prav kava, si bolj za kavo ali čaj? Večkrat za čaj, ampak tudi ena kava na dan. Eno kavo na dan si privoščim, malo za razvajanje, sploh zjutraj večinoma, no. Tako, da prebudi in požene kri po žilah, tako kot verjetno dobra glasba. Zdaj si najbolj predvajana slovenska pevka, ena najuspešnejših. Kaj ti to pravzaprav pomeni kot, lahko rečeva, mladi izvajalki, no, s kar nekaj let pevskih izkušenj? Ja, letos bo 18 let od moje prve pesmi Ni ona. Zelo veliko me pomenijo taka priznanja, jaz sem se tega zelo, zelo vesela, sploh zato, ker vsako leto veliko koncertiramo, smo na odrih s publiko, lahko dobiš že en tak pristen stik, tudi mogoče predstaviš, da je kakšno novo pesem, da vidiš odziv, kako bo publika odreagirala, a jim je všeč. Večinoma so jim všeč, kar je seveda ena zelo lepa stvar in sem zelo vesela. Tako da je v bistvu to je en tak, bom rekla, usporeden svet, ne, hkrati pesmi poslati na radijske postaje, pa potem pesmi nekako s poslušalci skupaj izvajati na koncertih, tako sem zelo vesela tako lepih odzivov z radijskih postaj kot strani publike. In je to ena taka motivacija tudi za naprej, za ustvarjanje seveda, ne, novih pesmi, novega albuma. Moram reči, da smo zdajle že poslali, mislim, da 5. ali pa celo 6. radijski singel zadnjega albuma Nina, tako da se je v bistvu v zadnjih 2-3 letih nabralo kar veliko novih pesmi. Glede na to, da nismo imeli priložnosti biti tako zelo veliko na odrih, ne, smo pa bili ustvarjalni v studiu. Ena pozitivna stvar teh naših koronskih časov, ki smo jih imeli v zadnjih letih, tako da so nastale nove pesmi in naj povem, da zdaj počasi pa začenjajo nastajati že nove pesmi za moj 8. studijski album. Tako bomo rekli, kakšno tudi o 8. albumu, zdajle pa si bomo privoščili še Tople oči, potem pa Nino spoznali tudi skozi njen glasbeni okus. Ni vedno punca samo romantična in v pop vodah, ampak zna še marsikaj drugega.
Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Tople oči. Da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Tole jutro z Nino Pušlar, Nušo Drenda smo slišali zdajle po Nininem izboru, tudi z Nušo sta že stali skupaj na odru, je tako? Res je. Prvič smo stali skupaj na odru za snemanje oddaje v petek zvečer, takrat smo skupaj odpeli tole pesem, ki ste jo zdaj lahko slišali, Ne kliči me. Potem pa je bila Nuša še gostja na mojem tradicionalnem domačem koncertu v Ivančni Gorici. Tako sem zelo vesela, no, vsakič, ko lahko z Nušo zapojem, zato ker me vedno spomni tudi na moje začetke in moje obdobje najstništva, in pesem Ne kliči me je bila ena tistih, ki sem jo jaz vedno kot najstnica odpela skoraj da čisto vsak dan, ko sem domov prišla po šoli, ne? Pa ne samo enkrat, ampak verjetno 20krat, mogoče celo 30krat. Skratka, veliko sem pela. Imaš zdaj še vedno po stenah v stanovanju nalepljena besedila ali si že iznašla kakšno drugo tehniko za učenje pesmi?
Ja, še vedno naprintam besedilo. Jaz sem taka stara šola glede tega. Ali pa recimo, ko pridem na vaje, rano včeraj smo imeli vaje, naj povem, s prifarskimi muzikanti, ker, ne vem, to je sicer presenečenje, ampak vseeno se mi zdi, mogoče pa lahko povem, da bom gost na njihovem koncertu. Odlično. V Cankarjevem domu. In smo imeli vaje in jaz sem prišla seveda z vsemi natisnenimi besedili, ne. Včasih, mislim, zdaj večinoma vidim, da vsi na telefonih gledajo, ne, jaz pa si vedno še. Poglej mene, nisi edina. No, evo, jaz si to rada naprintam in vedno sem imela polepljena besedila doma na steni, vseh teh pesmi, ki sem jih oboževala, ne, in potem, ko sem se naučila besedilo, je prišlo drugo besedilo gora, ne. In ja, moja soba je bila vedno polepljena, ne samo z besedili, ampak tudi s posterji vseh bendov in izvajalcev, ki sem jih jaz oboževala kot mala punčka. Pa verjamem, da tudi s fotografijami tebe in tvojih prijateljic, mimo grede, začela si pravzaprav v dekliški skupini s svojima prijateljicama Katjo in Elviro. Daylight ste bile takrat, ne? Tako, pa še Anita je bila z nami, 4 punce smo bile sošolke, ki smo se dogovorili, da bomo naredili en skupen nastop na naši valeti na zaključku osnovne šole. Tako da smo takrat pripravili presenečenje za vse naše sošolce in za vse naše učitelje, za celo šolo, no, tako da je bil odziv res fenomenalen in tista prava energija. In smo rekli, kaj pa če bi še naredili kak nastop naprej, pa posneli kakšno pesem, in dejansko se je to res zgodilo. Tako da smo kar nekaj let nastopali po naših okoliških krajih in vedno so bili zelo lepi odzivi. No, potem sem se pa jaz pridružila še rock zasedbi Silencija takrat. In tudi to mi je bil čisti užitek. Meni je bilo tako samo pomembno, da sem na odru in da lahko pojem, ne? In potem je kmalu zatem prišla tudi bitka talentov, na katero so me pa prijavile ravno moje prijateljice, ne, o katerih so prej govorile. In sem zelo vesela, da me je pot odpeljala naprej tako, kot me je. Imamo pa seveda zelo lepe stike, tudi Elvira pa Katja sta skupaj z mano v mojem čisto novem videospotu za pesem Ironija, in jaz sem zdajle s tem videospotom obujala res spomine na naše otroštvo, na naše najstništvo, kaj vse smo mi skupaj doživele in kako je to ena lepa stvar, da smo po vseh teh letih, zdaj bo pa že več kot 30, lahko ostale tako zelo povezane. In sem vesela, da sem lahko iz arhiva izbrskala te naše res pristne posnetke iz našega otroštva. To je lahko vidite v videospotu. Tako, gre za eno tako odo prijateljstvu in prijateljicam, ki je dobila z vas prijateljice, ne, tudi en tak intenziven, ampak poseben konec tedna. Kako je bilo na Siciliji? Ja, super je bilo, pravo poletje je bilo takrat, to smo šli v obdobju, ko sem jaz praznovala tudi svojih 35, tako da so me punce tudi male še zraven res prijetno presenetile. Sicer smo bile na Siciliji samo 3 dni, ampak bilo je lepo, intenzivno doživele smo vsaj delček tega vsega, kar Sicilija nosi v sebi, tako da se pa zagotovo še vrnemo nazaj, to smo se obljubile. In čisto spontano se je tudi zgodilo, da smo šli na Sicilijo, zadnji moment smo si rezervirali letalo za na Sicilijo. Vedeli smo samo to, da nekam gremo, kam pa še ne, in da gre z nami tudi snemalna ekipa in da bomo tam tudi posneli videospot in evo, vse se je zgodilo tako, bom rekla, res spontano in lepo, in to je tista prava energija, ki si bi jo seveda vedno želela pri vseh stvarih, ki se dogajajo. Da pa pesem govori o prijateljstvu, si pa tudi sama še nisem predstavljala kakšno leto nazaj, ko smo bile pa ravno z istimi puncami v Franciji, takrat na obrisku pri Elveri, ki ona se zdaj že kar nekaj let tam živi. Tako da smo bile na obisku in jaz sem jim ravno kazala to pesem. Pesem, ki še ni imela naslova, ki še ni imela besedila, imela je pa melodijo. In bila jim je zelo všeč in kasneje, nekaj mesece zatem, je Urša Vlašič napisala to res prelepo besedilo, bom rekla drugačno besedilo od vseh tistih, ki ste jih mogoče bili vajeni od mene, ali pa tematika je drugačna in sem zelo vesela, da se toliko veliko ljudi, predvsem predstavnic ženskega spola, najde v tej pesmi in da imajo ob sebi prijateljice, ki jim pesem lahko posvetijo, in prijateljice za vse življenje. Čeprav ob naslovu Ironija ne bi ravno pomislil na prijateljstvo in te lepe življenjske zgodbe. Ja, pravzaprav je tudi meni včasih recimo nekaj tako lepega, pa hkrati posebnega, ne, da te mogoče res nekdo drug pozna v nekaterih situacijah boljše celo tebe, ne, ker ti si včasih toliko v svojem filmu in je res pomembno
imeti ob sebe ljudi, ki mogoče kakšne stvari malo z distance pogledajo, pa ti dajo kakšen dober nasvet in seveda obratno, ne, druga za drugo. In je fajn, ne, da ima človek prijatelje, torej ob sebi ljudi, ki vedo vse o tebi, pa te imajo kljub temu še vedno radi. Tudi to je res. No, tudi mi dve bova rekli še kakšno o ljubezni, prijateljstvu in Nininih glasbenih zgodbah v nadaljevanju. Zdajle pa že lovimo ritem v družbi zasedbe Parni Valjak. Zažmiri, zaželi cijeli svijet, uhvati ritam. Sanjaš o lijepim stvarima, zar ne znaš da su one u nama? Igraj svoju igru, opusti se, uhvati ritam. Nitko nam ništa ne može, uhvati ritam. Prije ili kasnije biće svima jasnije. Slušaj ljubav kako dolazi, ljubav će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se čuje glas, strpi se još malo, doće red na nas. Ti i ja, sunčan dan, eto razloga za snijeg. Mislit svojom glavom ponekad nije grijeh. Kad bi mene pitali, svi bi samo plesali. Igraj svoju igru, ma boli te, uhvati ritam. Nitko nam ništa ne može, uhvati ritam. Prije ili kasnije bit će svima jasnije. Slušaj ljubav kako dolazi, ljubav će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se čuje glas, strpi se još malo, doće red na nas. Slušaj ljubav kako dolazi, ljubav će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se čuje glas, strpi se još malo, doće red na Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. 4 minute so čez 8:30, Radio Sora poslušate, na stežaj nam danes vrata v svoj ustvarjalni svet odpira Nina Pušlar, ki se pripravlja tudi na enega največjih koncertov do sedaj ob svoji glasbeni polnoletnosti. Nina, 18 let je kar hitro minilo, ali kako? Ja, bi rekla, da res.
po drugi strani pa toliko enih stvari, ki se je zgodilo v vseh teh 18 letih, ne, da si človek težko predstavlja, da se je res dejansko vse to zgodilo in da se je v bistvu po drugi strani tako hitro zgodilo. In zelo sem hvaležna in vesela za vseh teh 18 let, za vse pesmi, ki so nastajale v tem času, videospoti, ogromno nastopov, koncertov. Upam in želim si, da bomo še dolga leta skupaj in tej priložnosti lahko samo rečem, res hvala vsem, hvala publiki, da je z mano in hvala, ker lahko ustvarjam in lahko počnem tisto, kar me res v življenju, bom rekla, res iskreno najbolj veseli in osrečuje. In svojih 18 let, svojo polnoletnost boš obeležila tudi s posebnim velikim koncertom. Stožice so en tak mejnik v glasbenikovi karieri, po katerem si pa reče, no, zdaj sem pa res nekaj dosegel. Kaj je tebe peljalo v Stožice? Ja, jaz mislim, da je kako izziv vsakega glasbenika, da enkrat stopi na oder te velike arene. Jaz sem sicer na odru tam že stala kot gostja. Imela sem tudi nastop z nekaj pesmimi samo, ob eni posebni priložnosti praznovanju. Ampak to bo pa res moj prvi samostojni koncert z mojo zasedbo in še seveda vsemi glasbenimi gosti, ki bojo z menoj ta večer. Tako da to se mi zdi, da so sanje res vsakega glasbenika, vsakega pevca, benda. Jaz sem vesela, da je bo toliko veliko slovenskih koncertov v Stožicah v letošnjem letu in da kakšen še bo in da prihaja tudi kakšna predstava slovenska, ne, v januarju. Tako sem zelo vesela tudi lepih odzivov strani publike na vse nas in predvsem se mi zdi, da ko nekako ustvarjaš, jaz vedno sledim sebi in nekim svojim občutkom in vse te koncerti, ki so se zgodili v preteklih letih, recimo, ko prvič stopiš na oder Križank, Cankarjevega doma, pa recimo lansko leto Hala Tivoli. Vse to so bili koncerti, za katere lahko rečem, da občutiš en tak lep občutek z vsemi leti, ki so se zgodili seveda v preteklosti, ne, da ko rečeš, evo, to je to, ne, to je tisto, kar te res napolni in si lahko sem srečen in hvaležen, ne. In nisem si potiho sploh upala sanjati, ne, da bo kdaj res prišel ta čas, ko bom stopila na oder Stožic, ampak se ta datum že zelo približuje in sem zelo vesela. Ja, slab mesec nas loči do 16. decembra. Zdaj, glede na to, da imaš sama rada trdno vajeti v svojih rokah, koliko priprav, koliko volje in energije pa terja takšen koncert? Ja, priprave so zdaj prav v tem obdobju zelo intenzivne, sicer pa jaz vedno pravim, da so priprave na tak koncert dolgoletne, ne. 18 let pravzaprav, vse to se bo strnilo v ta večer, vsa ta leta, vse te pesmi, vse izkušnje, tako da seveda se bomo pa zdaj skupaj z ekipo kar zaprli skupaj intenzivno v zadnje tedne priprav na ta veliki koncert, sploh kar se tiče z glasbenega in seveda vizualnega stališča, se želim tudi svoji publiki dati nekaj drugačnega, nekaj, kar mogoče od mene še niso videli. Tako da bo tudi seveda koncert izziv zame, za mojo celotno ekipo in upam, da bo publika res vesela in da bo šla domov, bom rekla, v takem enem zelo dobrem, pozitivnem duhu in polno energije. Glasbeno-plesni spektakel nas čaka, a lahko kaj več? Ja, predvsem poudarek glasbeno, ne. Sem pa tudi že v lanskem letu na našem koncertu v Hali Tivoli. Posledica tega je seveda pesem, posledično ne, glede na to, da sem imela na zadnjem albumu pesem Prste stran, ki je obarvana z latino plesnimi ritmi. Seveda ta španski pridih, kubanski pridih je meni vedno bil nekako zelo pri srcu. Jaz sem tudi sama vedno vsak prosti trenutek, ko sem imela čas, vedno odšla na kakšno krajše ali pa daljše potovanje v te špansko govoreče dežele. In se španščine tudi učila? Ja, in španščino sem se tudi zelo intenzivno učila in jo imam res zelo rada in je kar spontano ratalo tudi, da sem začela prevajati svoje pesmi na teh urah španščine v ta jezik. Vedno me je temu tudi spodbujala moja profesorica španščine. In potem je nastala
po mojem potovanju na Kubi pesem Prste stran. In meni je bilo logično, seveda sem vedela nekako, tudi mi je bilo že nekako naprej jasno, da me bo celotna ekipa želela videti tudi, da kaj zaplešem. In uživala sem v plesnih treningih. Prvi sem imela v življenju res tako intenzivne plesne treninge in je bila super izkušnja in potem smo tudi točko ponovili v ljubljanski hali Tivoli. V Stožicah boste pa videli še kaj mogoče malce drugače, kot ste videli do sedaj. Se že veselimo, mimo grede plesni čeveljci ostajajo tisti, ki te spremljajo že dolgo vrsto let, za srečo. Res je. Plesni čeveljci, ki sem jih jaz nosila na svojem maturantskem plesu, prelepi so mi, to je en tak prelep spomin, tudi seveda na tisto obdobje. In kar nekaj let sem jih imela samo lepo zaprte, pospravljene v škatli in se jih nisem dotaknila, ker so mi bili tako dragoceni. In potem sem jih prvič obula za te naše prve koncerte po daljši pauzi, ki smo imeli leta 2020-2021 in sploh za moje prve plesne treninge. In še vedno jih seveda nosim in so prelepi. Ja, nekako se v njih drugače pleše. Bomo videli, kako bodo zleteli po odru v Stožicah. No, tudi zdaj lahko malce potreniraš in zaplešeš, ko si privoščiva naslednjo. Tale imam danes prav posebno sporočilo, glede na to, da o tvojem zasebnem življenju pravzaprav vemo zelo malo, je tale podatek morda še toliko bolj dragocen. Danes v vaši družini namreč praznujete, ne? Ja, res je. Danes pa praznujem moj oči, svoj rojstni dan. Mi smo se ravno kar preden sem prišla na intervju pogovarjala, da sem seveda tudi voščila vse najlepše, vse najboljše, da ga malo slišim, že na vse zgodaj. In sem zelo vesela in sem zdaj tudi rekla, da bi mu pa posvetila eno pesem. In sicer en spomin na lanskoletni koncert, kjer smo bili skupaj. To je bilo tudi darilo, ki smo mu ga dali za njegov rojstni dan lansko leto. Koncert, izvajalca, ki ga on zelo rad posluša. Tako da, oči, evo, če poslušaš, jaz mislim, da on zdaj celo posluša, ker sem mu povedala, kam grem. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, pa uživaj o poslušanju. Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice. Till the angels come and ask me to fly. Gonna be 18 till I die. 18 till I die. Can't live forever, this wishful thinking. Whoever said that must have been drinking. I don't see why I couldn't care less if time flies by. 18 till I die. Gonna be 18 till I die. Yeah, sure feels good to be alive. Someday I'll be 18, going on 55. 18 till I die. Alright. Anyway, just wanna say, why bother with what happened yesterday? That's not my style. I live for the minute. If you wanna stay young, get both feet in it. 18 till I die. A little bit of this, a little bit of that, a little bit of everything. Gotta get on track. Not how you look, it's what you feel inside. I don't care when, I don't need to know why. 18 till I die. Gonna be 18 till I die. Yeah, sure feels
Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Sonce zašlo, je že tam za goro. Zvezdici dve je prižgalo nebo. Luna srebro že posipa čez plan. Nežno meglica pokriva ravan. Z listjem prav tiho se veter igra. Pravljice stare mi gošepeta. Vse naokrog je že legel pokoj. Jaz pa v vas grem nocoj. Mesec srebrni bo kamrico sjal. V vejah bo vetrič le nama igral. Zvezdice male pomagajte mi, da spet se mamica ne prebudi. Ako bom zjutraj odhajal od nje, božale nežno me bodo megle. Sonce pa znova tam za goro bo pozlatilo nebo. Tudi takole je slišati. Nina Pušlar. Nina, tole pa je bil en tak malo drugačen izlet. Ja, zelo sem vesela, da ste uspeli izbrskati tole pesem, tole moje sodelovanje skupaj z ansamblom Saša Avsenika na njihovem koncertu v Cankarjevem domu. Zelo mi je bilo lepo poslušati. Res lepa pesem in sem vesela, da smo lahko skupaj odpeli. Pa tudi sicer rada raziskuješ glasbo, ne? Slišali smo te tudi v enem takem kratkem skoku v operni svet. Vivo Perle je ena pesem, za katero lahko rečeva, da ti je pisana kar na dušo. To je pa za mene res ena najlepših pesmi, ki je kadarkoli nastala. Pesem, ki jo poznam že res dolgo časa. Skupaj z Matjažem Robavsom, s katerim sva sodelovala v našem muzikalu Cveti v jeseni, sva jo že kar nekajkrat v preteklosti skupaj odpela na kakšnem posebnem nastopu. No, za moj koncert letošnjem letu v dvorani Tabor sem pa bila zelo vesela, da so bili tudi Trio Vivere gostje koncerta in takrat sem si zaželela, da bi skupaj naredili eno drugačno izvedbo te pesmi, ker v tej izvedbi takrat se mi zdi, da še ni obstajala.
vedno bolj kot v duetu, tukaj pa smo zapeli jaz in trio. In sem se želela, da pripravimo nekaj posebnega za publiko in smo jo odpeli in odigrali in je bilo res tako veliko navdušenje. In sem se odločila, da tudi seveda pesem posnamemo, da damo ta naš nastop, živi nastop iz dvorane Tabor tudi na YouTube, da ga delimo še z ostalo publiko in zelo lepi odzivi in rada pogledam ta posnetek, ker bo res spomin za celo življenje. Si bomo tudi mi z veseljem privoščili tole pesem. No, če sva že pri tvojih glasbenih izletih, jaz si te nikakor ne znam in ne morem predstavljati, ampak menda ti poješ tudi Rammsteine in kakšne bolj udarne stvari. Ja, zdaj trenutno sicer zelo malo, tudi poslušam jih bolj malo, ampak ja, jaz sem imela na svojih začetkih zelo posebno izkušnjo, ne, ja, pela sem Rammsteine, pa Evanescence, glede na to, da sem pela urok za sedbi Silencija, kar nekaj let, so se priključila fantom, ne, seveda pri njihovih pesmih, ki so jih že takrat izvajali na odru in spomnim se še zelo dobro sebe, ko sem pela sicer zraven, ne, takrat Jerneja, ki je bil glavni vokalist, moški vokalist, duhastnih, ne. Težko si tudi sama sebe še vedno to predstavljam, to je res. Ampak meni je bilo pomembno to, da sem na odru, da imam mikrofon v roki, da dobivam izkušnje in jaz sem zelo uživala, no. In sploh pesem recimo Bring Me to Life, pesem, ki jo izvaja band Evanescence, je bila meni takrat ena najljubših in tudi njihove pesmi so mi bile zelo pri srcu. No, to, da rada poješ, smo videli tudi pri nas na radiju. Pojoča vremenarka si bila še kdaj ali samo takrat pri nas? Mislim, da sem me še kdaj izkoristila za to, ne? Ker sem očitno dobro opravila nalogo. No, zdaj pa morda k tisti drugi zgodbi. 7 albumov je že izdanih, 8, praviš, se že pripravlja. V različnih zgodbah, v različnih obdobjih smo te spoznali na tem zadnjem s takimi resnejšimi tematikami, zgodbami, ki se dogajajo vsem nam v življenju. Kaj pa prinaša 8? Bo ta bolj srečna, bolj energična, bolj na poskok, morda še zgovornejša? Kaj pa vem, kaj prinaša 8? Jaz vedno rečem, da se vse stvari zgodijo res v pravem času in recimo, če se ozrem nazaj, pa mogoče ena taka zanimiva stvar tudi za poslušalke in poslušalce, da so vse pozitivne pesmi večinoma nastajale v težkih obdobjih, ne. Mogoče v obdobjih, ko rabiš neko oporo, ko moraš dati nekaj iz sebe ven. In to je bila ena taka stvar, ki sem jo opazila tudi jaz skozi leta, ne. Da takrat, ko je človek mogoče v najtežjih obdobjih življenja nujno potrebuje pozitivo in oporo, ne? In to je glasba tudi meni osebno vedno bila in je to tudi v bistvu ena taka stvar, kot vidim potem z vsemi odzivi strani publike, ne? Je največje veselje in zadovoljstvo to, da lahko ima glasba vpliv tudi na druge ljudi in da polepša njihov vsakdan, ne? Tako da to sem zelo vesela. Vseh komentarjev, ki jih dobivam dnevno, ne samo na socialnih omrežjih, še vedno tudi po mailih in celo v pismih. No, to pa je potem posebno veselje, ko človek odpre poštni nabiralnik, pa ne dobi not samo položnic in reklam, ampak tudi kaj takega bolj srčnega. Res, še vedno dobim kar veliko pisem v svoj poštni nabiralnik, predvsem strani mlajše generacije. To mi je tako lepo in vedno tudi odpišem nazaj. Kaj pa ti pomeni, oziroma kakšna vloga je vloga vzornice, ne? Veliko je majhnih punčk, ki te gledajo z velikimi očmi, občudujejo, se družijo s tabo tudi na koncertih in v zaodrju. Ja, ker različne generacije, ne, obiskujejo moje koncerte, kar je tudi zelo lepa stvar. Ravno včeraj smo imeli nastop na Dolenjskih koncih, ne, ob otvoritvi ene mestne kavarnice in je bilo prav zanimivo, ko res nisem pričakovala glede na uro, sicer da bo toliko veliko število, ne, mlajše publike, ne, kako so nestrpno čakali in jih je tako lepo bilo videti s tistimi njihovimi učki, ne, in komaj so čakali, da bom seveda začela peti in potem so peli skupaj z mano. To je res lepo videti in ja, na nek način se počutiš seveda odgovornega na to tudi kakšna besedila
poješ, kakšne pesmi izvajaš, ne, kaj sporočaš s tem, kar si, ne. Nazadnje tudi se jaz vedno spomnim svojih občutkov in nekih obdobij, ko sem bila kot najstnica ali pa kot majhna punčka in kako sem jaz tudi vedno seveda občudovala in spremljala pevke, glasbenike, bende, skupine, bili so moji vzorniki in mi je bilo tudi seveda pomembno, kakšni so kot ljudje in se mi zdi, da tudi sama, ne da se trudim, ampak živim življenje iskreno in želim dati svoji publiki iskreno največ lepo, kar lahko dam. In kaj je tisto, kar si morda želiš za naprej? Kakšna bo tvoja želja, ko boš pihala svečke na rojstnodnevni torti za tvojih 18 odrskih let? Ja, jaz si bom definitivno takrat zaželela še naslednjih 18, to sigurno. Predvsem pa zdravja in to, da bojo moje glasilke še vedno v tako dobri formi, da bom tudi jaz seveda sama sebi vedno tudi to en tak opomnik, ne, da skrbim za njih, da kljub vsemu, da včasih je tempo kar močen, ne, da se ogromno dogaja, da je vedno pomembno, da se znaš ustaviti, ne, da si znaš vzeti čas in razmisliti, kaj je res tisto, kar je nujno, kar pa mogoče ni v tistem trenutku najbolj pomembno. In da čuvaš nase, ne, v prvi vrsti to, da bom lahko seveda še to počela naprej in da bom vse to lahko delila svojo publiko, tako da to je v bistvu bilo eno tako veliko darilo, bom rekla, ko sem prišla na ta svet, ne, da lahko pojem in da lahko to delim z vsemi vami, tako da. 16. decembra bomo s tabo praznovali v Stožicah, te bomo lahko potem kaj kmalu slišali v prihodnjem letu tudi na našem koncu. Vsekakor. Mislim, da se bo to zgodilo. Jaz vedno rada pridem seveda v vaše lepe kraje in tudi nekaj pogovorov na to temo je že bilo in verjamem, da jih še bo, tako da mogoče, če ne tako v začetku leta, pa sigurno v kakšnih bolj toplih mesecih, ne, tam nekje okrog maja, junija, julija ali pa avgusta. Odlično, in takrat se že veselim novega druženja s tabo pred našim mikrofonom. Nina, hvala ti za danes, vse dobro in kot rečeno, kmalu naslišanje. Zaključujeva pa zdajle s tvojo zadnjo, ki je pred dobrim tednom tudi v video podobi zasijala na spletu, pa ironijo kar sama napovej. Ja, najlepša hvala vam za povabilo še enkrat, za lepo jutro, za kavico, za pozitivno energijo in lepo pozdravljam vse vaše poslušalke, vse poslušalce, upam, da ste uživali z nama in uživajte v moji čisto novi pesmi zadnjega 7. studijskega albuma z naslovom Ironija in upam, da obstaja kakšna oseba, ki jo boste lahko v tem trenutku tudi tole pesem posvetili. Lep dan želim. Že dolgo se poznava, vse skrivnosti, ki jih imava, si še zdaj takoj zaupava.